Pozdravljen, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Z mano je deklica Lili, ki pa ima eno knjigo. Katero knjigo pa imaš, Lili? Povej nam. O čem pripoveduje pravljica? O čarovnici. O čarovnici. Kako pa je naslov tele pravljice? Poskušaj jo prebrati. Cumper, camper. Bravo! Cumper, camper. Res je. Tole pravljico o tej prikupni čarovnici Cumper, camper je napisala slovenska pisateljica Aleksandra Pinterič. Za ilustracije pa so poskrbeli otroci vrtca in prvega triletja osnovne šole Grad. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici. Za ovinkom največjega gradu na Slovenskem, tam v globokem deblu starega bora, domuje čarovnica, mogočna kot gora. Ljudje govorijo o njeni starosti, se prepirajo in barantajo. Pravijo, da je stara zelo dosti, pravijo, da je stara kot grad. A tega, koliko je stara, ne ve ne star, ne mlad. So slišali starko nekoč o njej govoriti, o kljukastem nosu, loncu velikem, metli dirkalni, mački na rami in čaranju, ki se pojavi med nami. Da, o tem se govori, vse naprej od tistih dni. Vsak, ki v svoj lonec čaranja vrti, ve, kako se rojstvo čarovnice pripeti. Pa vi še ne veste? Tudi o tem se govori. Samo takrat, ko mogočno čarovnico bradavica peklensko zasrbi, ona glasno zakriči. Takrat se rojstvo čarovnice pripeti. Tako se pričara čarovnica, velika ali mala, grda ali zala, debela ali suha, tanjša kakor muha, dobra ali zlobna, včasih tudi nerodna. V nekem trenutku se tudi tistega jutra takole zgodi. Tam izza ovinka največjega gradu na Slovenskem, med napoji, lonci in metlami, mogočno čarovnico bradavica zasrbi in s pajčevino v roki izgovori: Cumper, camper, žabule, babule, čer in pih, pa čih! Na tleh pa majhna, prijazna, igriva čarovnica obsedi. Kakor hitro jo nekje pod pazduho zasrbi, ona ve, kaj naj naredi, kam naj odleti in med ljudmi nekaj čarovniškega stori. Švigne po konci, pa se nerodnost zgodi, ko izpodrsne. Ponovno se prašna pobere, metlo pograbi in na goričko odleti. Zdaj Cumper in Camper pa sem in tja, šviga med oblaki in se do solz krohota. Pod sabo zagleda dve majhni gorički vasici, po poljih buče ter otroke vesele na zelenici. Srcu jo prime ideja: to je kraj za čarovnije, seveda! Nekaj časa na metli sedi in opazuje. Malo pomisli, kako se pomaga ljudem. Ko se odloči, iz ust ji beseda poskoči: Cumper, cumper, žabule, babule, čer in pih, pa čih! Cumperja čaka, ko se zgodi. Na nebu se pokaže oblaki nevihtni, veselje otrok se v nič spremeni. Oblaki so znak, da igre je konec. V malo čarovnico zlezejo velike skrbi, zakaj Cumper, cumper se ne naredi. A glej ga zlomka, kaj se z dežjem dogaja. Iz oblakov letijo ne kapljice vode, temveč stari štedilniki, smrkavi robčki, prazne konzerve in zmečkane plastinke. Nesreči pomisli: kakšen Cumper, cumper je to? Poskusi še enkrat. Previdno smukne v zrak, besede in metlo obrne: Camper, camper, žabule, babule, čer in pih, pa čih! Počaka za hip, počaka za dva. Čaka in čaka, pa nič. Naredi ovinek, da Camperja vidi. Odpadki še vedno povsod tu ležijo.
A glej, buče se večajo, pa debelijo, mastijo in kotalijo. Mala čarovnica krikne veselo: ta Camper je pravi. Kljub temu jo ob odpadkih srce zaboli. Takrat se nerodnost zgodi. Zasliši se pesem, pa druga in tretja, tukaj spet 5. in 8., tam že 10., 12. Buče prepevajo vse bolj glasno, vse bolj veselo, pojejo pesem, ne eno edino. Ojoj, pojejo vsaka po svoje, vsaka svojo melodijo. Kje Camper pravi se skriva? Kaj je zdaj to? Se čudi čarovnica, ko rdeče pike dobiva. Lezajo ji na lica, nos in ušesa. A to še ni vse. Tudi odpadkov se vse več spet po svetu potika. Glej, spet tu so otroci. Vse prevračajo, se za odpadke ne zmenijo. Kaj torej delajo? V zraku slastno diši. Omamno, diši po čokoladi. Jo iščejo, vse povprek odpadke prevračajo. Ni je pod bučami, ni je pod listi. Takrat eden na bučo potrka. Ta se razpoči in krohota. Presenečenje! V bučah se skrivajo čokolada, lizike, bomboni, samo slastno otroško veselje. Čarovnica pa vseeno razmišlja. Ta Camper vendar ne gre, le kje je napaka? Poleti vse do hiš in dolgo na strehi premišljuje. V glavi jo misel bolečo obiskuje, kdo naravo tako onesnažuje. So krivi ljudje? Mogoče otroci? Je kriv Cumper ali Camper? V srcu jo pika in boli, ko se s prelepo naravo takole godi. Tu je večer. Vidi otroke, ki proti domu hitijo, pri tem pa se s čokolado slastno mastijo. Postane jim mehko pri srcu. Zadnji Camper je prav za otroke. Spet premišljuje, ko išče napako, v Camperju skrito. Tu je! Že vem, kje se skriva! Skoči po konci in čara ponovno. Camper, Cumper, žabule, babule, čer in pih, pa čih! Ker se nič ne zgodi, od veselja poskoči. Takrat izpodrsne in pade na tla. Prisluhne pozorno, skozi okna pogleda, da Camper Cumperja vidi. In kaj se dogaja? V hišah so starši kar razigrani. Se prekupicavajo, po posteli skačejo, balone lovijo, na službe pozabljajo ter svoje težave v predale pospravljajo. Toplo premišljuje. Camper Cumper drugače deluje. A vztrajno odločna še zadnjič poskusi. Odleti nad goričko vasico, da Cumperje in Camperje pravilno popravi. Nekje nad goričkim naredi ovinek in si besede močno zaželi. Cumper, Camper, žabole, babole, čer in pih, pa čih! Takrat se zgodi, da Camper napake popravi. Odpadkov več ni, spet tu so kapljice prave. Čokolade ni več, spet buče na poljih ležijo. In starši se vrnejo v starše, kot so bili. Takrat, ko Camper napake popravi, pa vendar se nekaj spremeni. Od Camperja takrat naprej so na goričkem čudne reči. Zgodi se, da so otroci bolj razigrani, a vendar prijazni obenem. Camper jih preseneča z bomboni v posteli, s čokolado med zvezki in marmelado med zrezki. Zgodi se celo, da tistih groznih smeti nihče več na tleh ne pusti. In kdaj so otroci najbolj veseli? Takrat, ko starši na svoje težave pozabijo, jih 3-krat poljubijo in jim tople objeme delijo. Mogoče zato na goričkem živijo prijazni, veseli ljudje. Je kriva čarovnica? Mogoče njen Cumper in Camper? Ali pa želja v Cumperju skrita? Kdo ve?
Kaj pa odpadki? Tako. Kaj praviš, Lili? Da ti je bila všeč tale zgodbica? Ja. Ja, kaj pa se je dogajalo s tole našo mlado čarovnico? Kaj je pomešala? Tele čarobne besede, a ne? Pravilne so bile cumper, camper. Ja, ona je pa čarala, pa je nekoč rekla cumper, cumper, pa ni bilo v redu, a ne? Ne. Pa je naslednjič rekla camper, camper, Ni bilo. pa spet ni bilo v redu, pozabila je vrstni red besed. Ja. A misliš, da bi bilo fino imeti tako čarovnico, ki bi se kdaj zmotila pri čaranju, pa bi nam pričarala polno sladkarij? Ja. Polno sladkarij. Kaj pa odpadkov, da bi ležali povsod po tleh? Ne. Ne, to pa ne, ja. Kdo pa bi moral poskrbeti za odpadke? Ker tu pa tam pa kdaj vidimo, a ne, kakšne odpadke, ki ležijo po tleh. Kdo mora to pospraviti? Smetarji, Ja, pa kdo še v prvi vrsti? otroci pa starši. Tako je. Na nas ljudeh je to, ja. Mi moramo skrbeti in ločevati odpadke in jih postaviti na prava mesta. Kako so ti bile pa všeč ilustracije? Glede na to, da so jih narisali otroci iz vrtca. Pa so ti bile všeč? Ja, tako zelo simpatična, ne? Ja, zelo lepo so se potrudili. Res, bravo otroci. In seveda, hvala tudi naši pisateljici Aleksandri Pinterič za tako izvirno pravljico, ki buri našo domišljijo in pa predvsem domišljijo naših otrok. A je tako? Ja. Tako. Če si pa želite slišati še kakšno pravljico, potem le kliknite na moj knjižni kotiček in se kmalu spet vidimo. Do takrat pa en cumper, camper, čau, čau!